Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Spet smo skupaj v oddaji Moje mnenje. Nocoj govorimo o naslednjih temah. O predlogih za spremembo insolventne zakonodaje in tako imenovane poenostavljene prisilne poravnave. Sprašujemo se, ali bo mestni občini Ljubljana uspelo zgraditi kanalizacijski vod čez zaščiteno vodovarstveno območje, ali bi morali pristriči peruti Štajerski vardi in zakaj bogati Slovenci še vedno skrivajo svoje premoženje. Z nami so gostje, direktorica družbe EOS KSI d.o.o., ki je specializirana za odkupe terjatev, Natalija Zupan. Filozof dr. Leo Šešerko, podpredsednik prve slovenske demokratične vlade. Zasebna detektivka Bernarda Škrabar iz Detektivsko-varnostne agencije d.o.o. in izredni profesor dr. Jaro Berce, visokošolski učitelj na katedri za družboslovno informatiko in metodologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. No, in ker smo seveda v tednu ozaveščanja o finančnih prevarah, prav včeraj je bil nek simpozij na to temo in sem prebrala v časopisu, da finančni kriminal, kibernetske prevare, korupcija, davčne utaje in netransparentnost državnih poslov stanejo Slovenijo, recimo samo korupcija, 3,5 milijarde evrov na leto. Torej, z nami je zato finančna strokovnjakinja, gospa Natalija Zupan. Tudi vi opažate, se pozna ta vpliv finančnih prevar ali sploh ne? Se pozna, se je pa izboljšalo. Ja. Od zadnje krize lahko rečemo, da se je kultura korporativnega upravljanja se je izboljšala. Vendar seveda na tem področju imamo še marsikatero domačo nalogo za opraviti. Vaša družba je v rokah nemških lastnikov, ne? A je to kaj boljše kot recimo v neki slovenski družbi? Imate kakšno primerjavo? Imate kakšen občutek? Prednost, ki jo vidim jaz za našo družbo z nemškimi lastniki, je v tem, da so mi oni predali te smernice korporativnega upravljanja, te skladnosti. Jaz osebno odgovarjam za to, da se držim zakonodaje, da preprečim kakršnokoli situacijo oziroma tveganje, da bi prišlo do koruptivnega dejanja. Tako da je to res položaj mene kot direktorice družbe je neposredno s tem povezan. Vi se ukvarjate z odkupom terjatev. Torej, povejte nam, zakaj v bistvu gre. Ja, smo ponudnik finančnih storitev. Pri tem smo specializirani za izterjavo zapadlih terjatev in odkupujemo portfelje zapadlih terjatev. Vedno nespornih, bančnih, drugačnih. In gre za običajen, bom rekla, sesijski prenos pravic in mi vstopimo v vlogo upnika, pri čemer se položaj dolžnika ne sme poslabšati. No, recimo, če pogledamo neko situacijo, ki je bila zdaj tipična pri teh švicarskih posojilih, ne? Tudi v tem primeru so banke prodale te terjatve, ki so jih imele oziroma do njih so bili dolžni posojilojemalci. Torej, zakaj je šlo? Je to potem nekaj normalnega ali kako? Kakšni so diskonti? Se to sme narediti? Poznam prodaje terjatev pač iz situacij, kjer smo mi sodelovali in ja, seveda, vsekakor je to dovoljeno, ker je čist legalen, komercialen posel, cesija, kot sem že navedla. V kolikšnem delu so ravno ti švicarska posojila v teh portfeljih, bi rekla ne, ker identificiramo tveganja v portfeljih. Ampak poudariti moram, da gre za zapadle, odpovedane kreditne pogodbe v naših primerih. Se pravi, dolžnik oziroma posojilo jemalec ni vračal kredita v skladu s pogodbenimi določili. Banka je odstopila od pogodbe, to je imelo za posledico, da je kompleten še neplačan del kredita zapadel takoj v plačilo, cel znesek. Seveda je bil dolžnik še v težjem položaju, ne? In začel se je
prisilna izvršba prek sodišč. In to naredi neko podjetje, ki kupi zdaj to terjatvo, ne? Ja, bankam ni v interesu, da se ukvarjajo s temi non-performing krediti, kot jih imenujemo. Ja, slabšimi, ne? Takimi, ki ne bodo odplačani. Ja. Slabimi. Dobro, gremo na naslednjo, prav tako finančno temo. Višje sodišče je ta teden razveljavilo sklep o poenostavljeni prisilni poravnavi Elekte Holdinga. Na sklep ljubljanskega okrožnega sodišča se je namreč pritožila država, potem ko so v javnosti završali podatke o tem, koliko milijonov evrov dolgov bi s poenostavljeno prisilno poravnavo odpisali družini Janković. Razveljavljeni sklep sicer ne pomeni, da ti dolgovi ne bodo odpisani. Elekta Holding bo morala postopek le dopolniti z zahtevanimi podatki in dokumenti. Menim, da so v tem postopku zatajili praktično vsi. V prvi vrsti sodišče oziroma prvostopenjska sodnica, ker ni pazila na procesne pomanjkljivosti in je dolžniku tako rekoč gledala skozi prste. V drugi vrsti upniki, ker niso pravočasno zavarovali svojih interesov in se zoper te nepravilnosti niso pritožili. Predvsem pa država. Menim, da gre za novo zmago za Elekto. Država pa je ponovno pokazala, da ni sposobna uporabljati zakonov, ki jih sama predpisuje. Gospa Zupan, vi ste prinesli, to je last vaše družbe, komentar, to je zdaj samo komentar, da povemo, ne, zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. To je zdaj ta zakon in ta novela nesrečna F iz leta 2013, kjer so jo praktično razen 2 poslancev podprli vsi. Ta je zdaj tista sporna, kjer pravi recimo, da je odpravljena omejitev najnižjega dovoljenega poplačila. To se pravi, lahko plača nekdo samo 0,1%, pa je to v redu, ne? Zdaj, tukaj vas ne sprašujem za komentar, ker tu nismo pravniki, ampak povejte mi, komentar je tak, ne? Kako sploh razumeti to našo nesrečno zakonodajo in ali je prav, da se zdaj ta novela odpravlja? Namreč res omogoča, da se nekomu odpiše, če se nihče ne pritoži in pri nas v tem primeru prvič se država ni, ne, mi gledamo skozi prste. Ali je to prav? Kaj vi menite? Jaz mislim, da je vsekakor boleče za vsakega upnika, ki se znajde v tem položaju. Jaz sem šla gledati, koliko teh postopkov poenostavljene prisilne poravnave je bilo uvedenih v letošnjem letu, teh je bilo vsega 32. Od tega jih je sodišče iz podobnih razlogov ustavilo in razveljavilo kar nekaj. In med temi predlogi najdeš marsikaj od 10% poplačila do 1% poplačila ali pa 100% poplačila v nekaj letih. Ja, ampak najnižjega zneska zdaj ni, ne? Prej bi pa bil, ne? V tujini pa je. Rečejo, poplačano naj bo vsaj polovica kredita ali pa tretjina, ne pa da sploh ni določeno, da je to kar odpravljena ta meja, koliko ne bo sploh poplačano. Ja, to je stvar potem aktivnosti tudi upnikov, ki so vpleteni. Vsekakor upniki bi morali aktivneje sodelovati v teh postopkih in če mene vprašate, tudi jaz osebno se ne strinjam s takšnimi rigoroznimi diskonti ali pa popusti v postopkah prisilne poravnave. Postopki prisilne poravnave naj bi dolžniku omogočali nadaljnje funkcioniranje in poslovanje. Pri stečaju je končana zgodba. Ja, ampak upniki morajo pa vse nekaj dobiti, ne? Se vam ne zdi? Če bi vi kupili tako terjatev, pa potem dobili 0,1%. Gospod dr. Berce, kaj vi menite? No, jaz mislim, da je tukaj pritisk javnosti svoje naredil, ne? Ja. Tale inštitut, kot je bilo omenjeno leta 2013, je bil zgleda mišljen za poštenjake, ne? Vendar tudi finančna uprava ugotavlja, da se ta inštitut pogosto zlorablja. Torej, ta zakonodaja ščiti dolžnike, ne upnike. Meni to nekako namiguje na dejstvo, da zgleda, da je ta naša zakonodaja pravzaprav celotno pravo namenjeno zaščiti nepoštenih. Imel sem srečo, da sem sodeloval pri pisanju nekaj te zakonodaje še v preteklih zgodbah.
Večina naše zakonodaje je prepisana iz nemške, nekaj jo popravljamo in kaj se tam dogaja? Tam stvari padajo na vsebini, kaj pa pri nas? Pri nas se pogosto dogaja, ali pa v večini primerov, da pade neka sodba ali karkoli, tudi v tem primeru zaradi postopkovnih procesnih napak. Zdaj, kaj to pomeni? Ne vem, mogoče je cel ta sistem, ali pa ne vem, kaj bi temu rekel, izobraževanja, kjer pravnike učijo zakonodajo, znajo člene zakonov na pamet, narobe nastavljen, predvsem v dobi informatike pa umetne inteligence, da mora znati stvari na pamet, se mi zdi malo vprašljivo. Dobro, doktor Šešerko, vi ste bili v prvi vladi, ne? In danes lahko slišimo, da mnoga ministrstva sploh ne pišejo sama svojih zakonov, čeprav imajo veliko pravnikov, ne? Ampak najemajo neke zunanje, neke znane advokatske družbe. No, recimo tudi avtorica tega komentarja, doktorica Nina Plavšak, je napisala kar precej zakonodaje in prejšnji teden sem poslušala parlamentarno razpravo o tej temi. In je bilo slišati, da bi pravzaprav nekaterim ljudem, tudi njeno ime je bilo omenjeno, prepovedali, da sploh še pišejo zakonodajo. Kaj vi menite o tem? Ja, jaz mislim, da bi bilo to smiselno, da se jim prepove, če se ugotovi, da so njihovi izdelki bili ne samo slabi, ampak škodljivi. In gre glas po pravniških krogih, ne, da se delijo ti posli tako tudi malo pod roko in sigurno bi bilo dobro, da bi rekli, hej, če si pa to zelo slabo naredil, potem pa naslednjega posla ne boš dobil. Ja, ali pa tako recimo, sej ne vem, ker nisem pravnica, ampak tudi to je slišati, da mogoče že vkomponirajo neko zakonsko luknjo, tako imenovano, da vedo, kje bo zdaj tista možnost, da se uide skozi neka stranska vrata na nek boljši položaj. Kaj menite? Ja, to najbolj sistematično delajo velika podjetja in lobiji, mednarodne firme najbolj. One pridejo na neko področje in si tako rekoč pripravijo zakonodajo in jo potem mirno obidejo na različne načine, ampak najlažje je pa ta, da imajo že pripravljen zakon, ki ravno po njihovi meri narejen. S tisto luknjo, ne?